Dobrodošli v tretji epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. V uvodu smo ravno kar prisluhnili himni e-torbe, slovenskega nacionalnega portala, ki učencem nudi elektronske učne vire in podporo za učenje z njimi. O njem bomo danes med drugim tudi govorili z današnjima sogovorcema, ki sta sodelovala tudi pri prenovi interaktivnih učbenikov na portalu e-torba. Pogovor bom vodil Rogumzej, strokovni sodelavec centra Logout. Z mano pa je danes doktorica Alenka Lipovec, redna profesorica za didaktiko matematike na Pedagoški fakulteti in fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru, kjer izobražuje prihodnje učitelje, sama pa se danes najraje vidi v vlogi babice. Pridružil pa se nam je tudi Kristjan Perčič, ki danes dela kot vodja inovacij pri Pošti Slovenije, je oče dveh vrhunskih športnikov, v preteklosti pa tudi učitelj športne vzgoje in svetovalec, izobraževalec učiteljev in vodstev šol za uporabo digitalnih tehnologij v izobraževanju. Pozdravljena. Zdravo. Pa kar zaplavajmo v to temo tega vpliva tehnologije na učenje, pa mogoče začnemo malo bolj široko. Kako opažata v bistvu, da se danes učenci, študentje danes učijo? Mogoče malo ta tudi razkorak med šolo nekega 19. stoletja proti tehnologiji 21. stoletja. Zdaj, zagotovo se učijo drugače. Jaz imam 20-letnega študenta, najmlajšega sina, ki na fakulteto seveda odhaja s tablico, redno se uči z očetom, ki mu je njegov tutor, ampak tudi znanja, ki jih bo on potreboval takrat, ko si bo enkrat iskal službo in bo tekmoval tam z umetno inteligenco, so drugačna, kot sem jih potrebovala nekoč jaz. Zdaj verjetno bo potreboval te slavne 4 C-je, komunikacijo, sodelovanje, kritično mišljenje in ustvarjalnost. In zato se mora učiti tudi drugače. Kljub temu pa nekatere stvari ostajajo enake. Kljub tehnologiji 21. stoletja se mora učenec aktivno učiti. Okrog 1900 so v Nürnbergu mislili, da so iznašli lijak, ki ga nastaviš učencu na glavo in noter vliješ znanje. Obstaja slavna znamka, kjer potem učitelj meče knjige v ta lijak in preko žic se to kar v glave pretaka. No, to se seveda ne bo zgodilo. Kljub vsej tehnologiji se je treba pri učenju potruditi. Umetna inteligenca ti lahko najde megastično recept za potico, ampak potico moš pa ti speč, ne? In ne bo dobro drugače. Tako da nekatere stvari so se spremenile, nekatere so pa enake. Ob tem je tudi velika tema danes, torej e-torba, pa bi zdaj ob tej priložnosti malo prisluhnili prispevku Infogroma o tem, kaj o e-učbenikih menijo najmlajši. Danes sem prvič slišala za portal e-torba. Kemijo sem recimo kar dosti časa gledala, je tudi snov napisana, razlaga, to je zelo uporabno. Všeč mi je, zato ker je veliko takih nalogic, kjer lahko preveriš svoje stvari. In pol ti tudi pove pravilen odgovor, pa kaj si narobe naredil. Bi bilo mogoče še boljše, če bi bili še drugi delovni zvezki, ker naprimer mi uporabljamo drugačne delovne zvezke kot na tem portalu. Učbenik za šport me je zanimal, ker v šoli nimamo učbenika za šport in me je zanimalo snov. Interaktivno in se mi zdi to boljše, pa bliže je naši generaciji. To je bilo torej mnenje mladih o e-torbi in e-učbenikih. Mogoče kakšen komentar? Ja, zdaj, meni je všeč, da ste omenili e-učbeniki, ne? Ampak tu bi mogoče želel izpostaviti, da niso vsa digitalna gradiva e-učbeniki, da je lahko PDF pač neka replikacija tiskane vsebine in je tudi na nek način ampak mi danes govorimo o interaktivnih učbenikih, torej e-učbeniki, ki so v bistvu v osnovi so učbeniki neko osnovno učno sredstvo, ki so polni neke strukturirane vsebine, ki je več ali manj usklajena z učnim načrtom in z nekimi znanji in vajami in vsem tem. Zdaj, e-učbenik v osnovi omogoča, da je to vse skupaj dopolnjeno z nekimi tudi video vsebinami. Interaktivni učbenik pa pomeni, da dejansko učenec za
pridobivanje znanja v vseh teh različnih fazah, kjer usvaja neko novo snov, uporablja to interaktivnost v fazi ponavljanja nekih zadev in preverjanja, uporablja te interaktivne elemente. Kaj so ti interaktivni elementi? To so v bistvu različne oblike v tem urejevalniku, od vprašanj in pravilnih, nepravilnih odgovorov, dopolni stavek, izberi pravilno, ne vem, sestavi sestavljanko, ki bo imela rep in glavo, da boš dobil pravo vsebino. Pri matematiki se ukvarjajo še z drugimi zadevami, ki so vezane na to, da lahko modeliraš neke elemente, in to je v bistvu neke vrste pristop učenje z delom, ker ti sam odkrivaš stvari in to bistveno bolj sede. Tako kot je Alenka prej omenila, noben ti tega znanja ne more naliti v glavo. Ne? Z nekim tem delom ob tem učbeniku pa se seveda to znanje lažje prenese v to glavo in je bliže tistemu lijaku, ki si ga omenjala. Tako da me veseli, da ste omenili ampak mi danes res probamo izpostaviti interaktivne učbenike, ker to je bistvena razlika. Torej tudi ta pomembnost samega procesa učenja, torej da kar vložimo not trud, da tudi to je nekaj izkupiček učnega procesa. Zakaj ste se pa sama dva odločila za sodelovanje kot avtorja e-učbenikov? Zdaj, oba že sodelujeva na tej sceni zelo dolgo. Jaz sem začela z e-umom tam 2005, pol so nastali e-učbeniki na COC. K e-torbi je pa mene osebno pritegnilo med drugim tudi ta možnost prilagajanja učencem s posebnimi potrebami. Na e-torbi lahko zdaj povečuješ font, razlikuješ, razmik med vrsticami lahko prilagajaš, ozadje lahko prilagajaš, zbereš lahko težavnost. Zares je en napredek v tej smeri in za razliko od COC e-učbenikov delujejo tudi na mobilnih napravah, kar je seveda danes za otroke izjemno pomembno, ker na tak način delajo. Potem na splošno, za e-gradiva pa je verjetno na prvo žogo treba reči, da zmanjšajo težo šolskih torb. Kar je resen problem. Moj najstarejši sin je imel vse možne dise, kar jih je. In je imel težave tudi z organizacijo šolskih potrebščin in je za vsak slučaj, vsak dan v šolo nesel popolnoma vse. Najmlajši gre s tablico. In to je kar ena prednost. Seveda pa so še možne nadgradnje. Recimo, meni manjka virtualna ali pa obogatena resničnost. Jaz sem matematik in vsaj v delu z geometrijo mi delamo z geometrijskimi telesi, ki jih vsaj mlajši učenci morajo prijeti. In zdaj so že orodja, da če imaš virtualna očala, lahko ti kocko vrtiš, pa gledaš, kakšne ima mejne ploskve, in jaz trdno verjamem, da se bo to tudi pri nas slejko prej implementiralo. Tako da so možnosti za nadgradnjo. Zdaj, tako kot podoben redosled, kot je omenila Alenka, je bil tudi pri nas, s tem, da mi smo imeli eno drugo izhodišče pri predmetu športna vzgoja oziroma šport v osnovni šoli. Dejansko ni bilo nobenega učbenika še narejenega in smo v bistvu nekako orali ledino, prvo s temi e-gradivi, ki so bila že 2005 zasnovana, potem ta zgodba z COC, kjer smo pripravljali učbenik, ki nam nekako ni uspelo ga potem spraviti v potrjevanje. Zdaj v tej fazi smo pa dejansko zadeve tudi prilagodili in dopolnili, tako da ravno še zadnje popravke bomo verjetno tudi implementirali pa naložili, ker smo probali v sklop teh različnih vsebin pri predmetu šport vključiti tudi domenske strokovnjake, tako z področji iger žogo in drugih športov, ker ni v bistvu enega, ki bi vse obvladal. Tako da to smo zdaj še nekoliko nadgradili. Kaj meni konkretno manjka? V bistvu zdaj napredek od tega, kar smo imeli prej, je bistven in je tudi viden v sami vsebini. Mene recimo zanima najbolj ta igrifikacijski moment. Recimo igričarska industrija je tu zelo dobro naštudirala, kako v bistvu zasvojiti
tistega otroka ali odraslega, se tudi odrasli igrajo igrice, in te res vlečejo in imajo naštudirane vse te reward sisteme, badge, neke svoje valute, s katerimi si kupuješ, dopolnjuješ, zboljšuješ in vse to. In dejansko se učiš neke imaginarne zadeve, ki ti redko kdaj v življenju lahko koristi. Ne? Jaz v bistvu vidim, da imamo tu en taki manko. Mi izobražujemo, pa učimo otroke za življenje, za posel, da bojo uspešni, pa zadovoljni posamezniki, pa imamo konkretne vsebine, nismo pa na tem področju naredili nekega pametnega premika. Tako da jaz bi tu z nekimi elementi igrifikacije bi bistvo lahko bistveno izboljšali vsaj to, da se otroci zasvojijo z učenjem, ne samo z igricami. Torej, da lahko od tega tudi neke lekcije potegnemo in jih implementiramo na neki učni proces, kjer vidimo smisel. Poskusi v našem šolstvu že obstajajo, tudi, ne vem, ta naša platforma za učenje nadaljavo, Moodle, že obstajajo neke badging sistemi, ki se jih da implementirati. Ampak seveda, ta mindset, jaz lahko o tem govorim, ker sem kot otrok bil v igricah že od Commodore 64 naprej. Danes seveda še tudi kdaj kako igrico zaigram, pa me te zadeve privlačijo, je pa težko to predstaviti nekemu učitelju, ki pa se s tem nikoli ni soočil. Ne? In zdaj v bistvu tu neke premike želimo tudi narediti na to temo, da dejansko dvignemo to na višji nivo. Ni pa enostavno. To so zahtevne stvari. Vemo, da razvoj nekih aplikacij in takih orodij je kar konkreten izziv. Sej pri tem vprašanju mogoče ravno ta razvoj teh vsebin spletnih, kako pa v bistvu tudi ta e-torba, e-učbenik, kako to nastane? Ja, zdaj, e-učbenik je najprej učbenik in da nastane učbenik je proces izjemno dolgotrajen in zelo dosti varovalk je v njem. Najprej je dobro povedati, da se v Sloveniji po tem zapletenem procesu, ki ga bom nakratko opisala, potrjujejo samo učbeniki, torej delovni zvezki in druga gradiva ne gredo čez tako rigorozen proces, ampak e-torba so e-učbeniki. Torej najprej na začetku seveda potrebuješ avtorje. Mi smo se v e-torbi odločili, da bojo avtorji učitelji praktiki. Oni najbolje poznajo proces in potem imaš avtorje z njihovimi idejami. Potem imaš tam urednika, ki te ideje nekako poveže, pa naredi celoto in recimo, da tak po kar dolgem času nastane neko osnutek gradiva. Potem to gradivo pregleda strokovnjak z področja. Torej za matematiko ga pregleda oni trdi resni matematik z faksa, strokovnjak iz področja izobraževanja, dostikrat spet neki resni človek, ki dela raziskave, kako se dobro učimo in tako naprej. Pregleda ga še en drug, neodvisen učitelj praktik, da pove, če bo to v razredu delovalo, in če govorimo o mlajših učencih, pregleda še razvojni psiholog. Ko vsi ti trije dajo pripombe in to vse popravimo in naredimo, dobijo to strokovnjaki Zavoda za šolstvo. Oni posebej pogledajo, ali je to usklajeno z učnim načrtom, ali je res v 5. razredu to, kar mora biti v 5. razredu, dajo pripombe, popravimo vse te pripombe. Potem gre to na strokovni svet za splošno izobraževanje, kjer je 16 strokovnjakov z različnih področji, ki dajo spet pripombe. In potem vse to popravimo in vse to vnesemo in dobimo, da je učbenik potrjen. Zdaj seveda pri e-učbeniku ne gredo pripombe samo v vsebino, ne, ampak gredo tudi v, zakaj pa nimate še več igrifikacije, zakaj pa nimate še bolj interaktivno, in to seveda potegne za sabo kar velikansko delo neke ekipe, sestavljene iz vsebincev, iz tehnikov, iz konzulentov. Strašno težko je potrditi učbenik. Zdaj za naše matematične učbenike smo pa precej ponosni, da ko smo jih 2015 potrdili, smo jih pa potem šli še preverjati v prakso. Vzeli smo en razred, ki je delal z učbenikom, pa en razred, ki je delal z tradicionalnim primerljivim gradivom in smo merili na začetku, pa merili na koncu, kdo kaj več zna, pa kdo kaj manj zna. In e-učbeniki so se kar dobro obnesli. Zdaj pri matematiki na onem postopkovnem vidiku se veste zračunaj nekaj, ne reši enačbo, sploh ni bilo razlik. Na razumevanju so bili že e-učbeniki boljši, ne, to moramo povedati
ne, kar stojijo na razumevanju in pa boljši so bili na problemskih znanjih. Ne. To je kako znanje uporabiti v neki drugi situaciji. Tako da na to smo kar ponosni. Ste merili tudi motivacijo? Jo, na motivaciji so seveda bili boljši, ampak motivacija je nekaj, kar zdaj pač to okolje še samo prinaša. Glede na to, v bistvu, pa prej že bil tudi chat omenjen, verjetno bil mišljen chat GPT, torej umetna inteligenca in uporaba torej umetne inteligence za učenje. Mogoče, a so v prihodnosti, mislim, je pol to nekaj, kar je danes še sploh potrebno, glede na to, da lahko jaz torej z umetno inteligenco komuniciram, vključujem in je to že mogoče nekaj, kar bi se bilo potrebno tudi vključevati v neke elektronske učne vire. Kako gledate na to? Ja, tu je zdaj v bistvu več nekih vidikov, ki jih lahko zasledujemo. Ne? Vsekakor treba izpostaviti zdaj prvi problem, ki se učencu 21. stoletja pojavlja. Torej, on je bombardiran z milijon informacijami dnevno in v bistvu je lahko to tudi en velik problem. Ne? Torej, moramo jih na nek način naučiti in na to pripraviti. Ne? Zdaj, umetna inteligenca, ki je sploh ti generativni umetni jezikovni modeli, ki so neko jedro tega ChatGPT-ja in podobnih, ne, je zadeva pač natrenirana na virih, ki so jih lahko dostopali in se veliko krat tudi zgodi, da kakšna stvar ni čist tak, kot bi bila v resnici. Zato tudi recimo pomembnost nekega e-učbenika, ki je po takem postopku, ko ga je Alenka predstavila prej, narejen, je, da je to nek verodostojen vir informacij, kjer ni dosti bluzenja, kot ga lahko generira umetna inteligenca. Tako, ne, ker pač si misli ali pa si izmisli nekaj. Ne. Je pa sekakor, mi smo že v bistvu v enem projektu, ki smo ga začeli 2017 z Inštitutom Jože Štefan pa mednarodnimi partnerji, renomirane univerze, smo v bistvu imeli en tak projekt, ker smo predvsem za področje odprtega izobraževanja izdelali platformo, ki je dejansko znala tebe peljati čez neko učno snov. In recimo, da si predstavljamo, dobro, mi smo imeli bolj te machine learning pa umetna inteligenca vsebine. Ne? Na teh vsebinah smo v bistvu tebe peljali čez par poskusov, kjer si ti v bistvu podal svoj feedback, ali zdaj to razumeš, ali ne razumeš in česa ne razumeš. In potem v bistvu na podlagi te baze, ki smo jo imeli in na podlagi umetne inteligence ti je sistem znal priporočati manjkajoče kose znanja. Ne? To pomeni, da je iz nekih videoposnetkov ti točno zmero oziroma ti določil dele, katere dele zdaj preposlušaj, poglej, da boš to, kar zdaj tukaj nisi razumel v prvem gradivu, razumel. Tako da to je recimo kot eno orodje, ki tebi zna dobro priporočati, torej priporočilni sistemi. Saj veste, če gledate Netflix, pa tam 3x like stisneš na en tip nekih serij, ne, pa boš dobil vse serije, ki v bistvu na tebe padejo. Mi smo v bistvu podoben princip pri tem projektu zasledovali in v bistvu zmerili zelo veliko uspešnost. In to so recimo ene stvari, ki bojo zagotovo šle tudi v e-torbo prej ali slej. Ne. Zdaj seveda to niso trivialne stvari, ampak na podlagi nekih podatkov, ki se bojo generirali, se bo zagotovo dalo personalizirati neke učne poti za točno neko domeno znanje posameznega učenca, njegove pomanjkljivosti in podobno. Ne. Tako da to je, kar se tiče, mislim, tu bi zdaj mogoče vseeno izpostavil, ker to vprašanje veliko krat dobivam, predvsem strani kolegov iz šolnikov, učiteljev, namreč ukvarjam se zdaj z drugimi stvarmi bolj poslovno, ampak moje osebno mnenje je, da ni za neke velike skrbi za učitelje, da bo umetna inteligenca tista, ki bo jih odnesla iz razreda. Ne? Zato, ker to bo še zelo dolgo trajalo, da boš ti kot učitelj nadomestljiv. Ne? Zdaj, če govorimo o enem učitelju, ki zna poslušati, ki zna razumeti, ki zna kreirati pa prilagajati tvojo neko učno pot. Ne? Je pa vsekakor ta, bom rekel, AI asistent, tutor,
primern danes, že v nekih fazah, tudi imamo slovenske te primere, ne vem, če lahko omenim, ampak recimo Astra je zelo lep primer, ki se zdaj v zadnjih mesecih še celo nadgradil, kjer ta tutor je 24 ur 7 dni v tednu na razpolago. To pomeni, ko otrok ima čas, dobro, ok, je neki naročniški model, ampak še vedno je to bistveno ceneje kot pa inštruktor. Pa dostopen ti je, ne? In ti lahko marsikaj narediš, ker te razume, ker ve, kaj si do zdaj naredil, kaj si razumel, katere stvari nisi in te pelje čez neko učno pot. Tako da, jaz mislim, da danes ta zgodba e-šolske torbe z neko nadgradnjo AI postopno bo tudi zagotovo šla skozi in se jaz komaj čakam, da bomo šli v tej smeri. Vsekakor pa je treba poskrbeti za varnost, za res, da so ti viri, ki so in avtorsko urejeni in vse te stvari, da ne bi prišlo do kakih zlorab, sploh glede podatkov pa osebnih podatkov, mislim. Ja, jaz bi zdaj dodala, kar mogoče nisva dovolj poudarila. E-torba je odprti izobraževalni vir, ne? Ti si to že povedal. To je na voljo vsem. Nobene registracije, nobenega kupi najprej delovni zvezek, da boš dobil kodo in tako naprej. In to vidim osebno res kot veliko prednost. Problem umetne inteligence je tudi ta, da bo razslojila ljudi verjetno, ne? Že zdaj tisti, ki imajo 4 ChatGPT ali pa 3.5 je razlika. Ampak e-torba je pa odprta. Čisto vsak učenec v Sloveniji jo lahko uporablja na enak način. Torej, viri, ki so, oziroma vsebine, ki so torej, ustrezno zadaj podprte in raziskane in pa mogoče v prihodnosti tudi z umetno inteligenco podprte za ustrezno spremljanje. Zdaj pa gremo mogoče malo konkretno v en prenos v prakso. Torej, kako pa se danes e-učbenik lahko uporablja, da podpre učenje? Kako mogoče učenci, učitelji, starši mogoče potrebujejo kakšna posebna znanja, morajo tu na kaj posebej paziti? Zdaj, konkretno za uporabo interaktivnih učbenikov oziroma e-torbe je dejansko dovolj računalnik z dostopom do interneta. Seveda, treba je povedati, da fajn je, da je prilagojeno na mobilne zaslone, da tudi, bom rekel, ko si na avtobusu lahko kako stvar pogledaš ali pa na poti v šolo, ampak še vedno je treba zagotoviti vrejo monitor, da ni to zdaj na nekih malih fontih, ker se vemo, tu dosti krat pademo, ne? In tudi ta zasvojenost za zasloni, ki je dejstvo in to ni nekaj, kar bi samo na pamet govorili in strašili ljudi. Zato je treba tudi neko delovno okolje prilagoditi, torej učno okolje prilagoditi tak, da imaš vrejo zaslon, dovolj svetilnosti, da so dovolj jasni znaki na njem. Vsekakor pa je v bistvu ena od teh stvari, ki v učbeniku je neka struktura, kjer imaš ti neko kazalo, ki je pregled celotnega znanja, potem sam ta učbenik v e-torbi dejansko tebi omogoča različno označevanje, dopisovanje, opombe. V bistvu, če si pol v tem registriranem načinu, da vsakokrat, ko prideš, si prijavljen, se ti potem tudi, bom rekel, neke vrste portfolio gradi tvojih teh zapisov, podčrtovanj, kar je zelo, bom rekel, napredna zadeva, ki je tudi zelo pametno izkoriščati ravno zaradi tega, ker pol, ko ti neke stvari preletiš, ponavljaš, imaš v bistvu ob strani pač te zadeve dopolnjene. Tako da ta zadeva je kar uporabna. Jaz sem pač malo tudi testiral, ker mi, ki smo ustvarjali, smo v bistvu v urejevalniku nismo videli vseh funkcionalnosti, ki jih pol tudi sama e-torba ponuja, tako da to je res en tak palec gor, pa z veliko. Zdaj, da bi pa starši znali v bistvu otroke usmerjati, pa na pravilen način učiti, oziroma da se naučijo pravilno učiti, bi jaz mogoče delil samo eno to zgodbo moja 2 sinova sta oba v tujini in se šolata v Sloveniji nadaljavo in enkrat smo se z starejšim
nekaj sem ga nujno rabo, pa sem ga klical, pa mi ni dvignil in potem me pokliče nazaj, pa dobro, ti ne veš, da imam focus mode, ker ne morem se učiti poglobljeno, če mi skozi neke blinka. Ne? Tako da hočem reči, tu so tudi neke tehnike, ki jih je treba v bistvu dati otrokom naprej, da razumejo, da če si ti hočeš nekaj poglobiti, ne? Tudi v službi, če nekaj delaš, nimaš zdaj messengerja pa vseh teh socialnih omrežij prižganih, ki non-stop neke zvoke, vibracije povzročajo in te s tem v bistvu preusmerjajo tvojo pozornost na nekaj drugega in dejansko ne moreš priti do tistega ali pa narediti tistega, kar bi moral. Zato je tudi eno takih mojih nasvetov, dajmo to res probati reči, ok, zdaj pa 20 minut sedam na res neki focus mode, pa da res izklopim vse, kar je. Ne? In ta prednost tega učbenika, e-učbenika v e-torbi je ravno to, da tu ni nekih banerov, ki te bojo zdaj napadali, ni nekih stvari, ki bojo motle tvojo pozornost, ne? Tako da te peljejo čez ta učni flow, jaz mislim, da kar dobro. No, seveda, razlike so od učbenika do učbenika, zagotovo je pa to ena od stvari, ki se jih je treba naučiti. No? Te informacije mladi danes pogosto krat tudi informacije o osnovi, o tudi mogoče kakšnih predmetih, kakšna vprašanja iščejo seveda velikokrat tudi na spletu, ker so tam odgovori tudi najbolj aktualni. Zdaj, tudi učitelji včasih mogoče želijo, da pa učenci tudi svojo raziskovalno delo predstavljajo skozi neko pomočjo neke sodobne tehnologije. A se vam zdi, da mogoče učenci dobijo v šoli vsa znanja, ki jih nekako potrebujejo, da se v življenju znajo tudi učiti in delati potem z digitalnimi učnimi viri? Zdaj, načeloma naj bi učitelji ta znanja znali predajati učencem, tako jih tudi učimo. Ampak zdaj treba je vedeti, da se tehnologija tako blazno hitro spreminja, ne? Da je na nek način nemogoče, da bi mi izobrazili učitelja, ki bi tekom izobraževanja že vedel, kako naj učenca pripravlja na delo z generativno umetno inteligenco. Tako da na srečo imamo pa v Sloveniji kar državo, ki razpisuje projekte, kjer se lahko na tej temi izboljšujemo. Zdaj je ravno razpis zunaj za uporabo generativne umetne inteligence v vzgoji in izobraževanju in verjamemo, pa še bilo je jih že nekaj, da bodo se tukaj učitelji in kasneje učenci tudi to naučili. Zdaj, starši seveda lahko tudi pri tej stvari pomagajo. S čisto preprostimi stvarmi, kot je na primer, naj bi starši učencem povedali, da je znanje vrednota, ne? In naj bi v tej smeri delali. Po drugi strani naj bi starši se zavedali, da njihovi otroci niso hodeče ocene, 5, pa 3, pa 1, zato njihovi otroci, ne, s kakršno koli že oceno. In potem naj bi tudi z vzgledom pokazali, kako se take stvari počnejo. Zdaj jaz si predstavljam, če mene vidijo moji otroci, kako celo popoldne po TikToku štrkam, je to seveda slabše, kot če me vidijo, kako poslušam kaki pameten podcast, kot je naš zdaj, ne. Ali pa berem knjigo, ne. Ja, ali pa e-učbenik. Ja. Pa mogoče gremo še zdaj mal v ene hipotetične scenarije. V medijih je odmeval en primer tudi Švedske, ki je pa ukinila uporabo elektronskih učbenikov. Svojo odločitev pa so takrat utemeljevali torej na raziskavah, ki pravijo, da je učenje na papirju bilo bolj učinkovito. Zdaj mogoče kakšno mnenje tukaj glede tega? Ja, zdaj ta zgodba Švedske je dosti bolj kompleksna, kot se v medijih prikazuje. Ne? Oni so bili zelo digitalizirani, daleč bolj, kot bomo mi kadarkoli. Ne? Zdaj v povprečni slovenski šoli učitelj definitivno ne bo dal tablice na mizo ob 8 in nehal s tablico delati ob 1. Ne? To je prva stvar. Potem na Švedskem niso samo dali priporočilo, da se ukinjajo postopoma digitalizirani učni viri, oni so šli tudi v to, da umikajo novejše pedagoške pristope, s čimer se jaz nikakor ne morem strinjati, da bi šli nazaj na drill pa učenje z ponavljanjem, to verjetno ne bo najbolje. Zdaj nekako meta raziskava, ki bo objavljena maja 2024,
pravi, da je, kar se tega tiče, so branje zaslona ali pa branje z papira, rezultati niso čisto vse čas enaki. 2018 je branje s papirja bilo še bolj učinkovito pri pripovednih besedilih, kot je na primer leposlovje. 2022 je bila pa meta-raziskava z več kot 2000 raziskavami zadaj, kjer pa sta bile že enaka. Ne? Branje zaslona ali pa branje s papirja je že bilo enako učinkovito, takoj, ko pa je seveda besedilo vsebovalo nek multimedijski element, glasbo ali kaj, je pa bilo bolj učinkovito, če je bilo branje z zaslona. Tako da jaz mislim, da ta primer Švedske bi bilo treba dosti bolj poglobljeno analizirati in ne tako hitro bomo prepovedali to, ne, tako to recimo Italija je prepovedala ChatGPT, pa ga potem takoj ni prepovedala, ne, pa nas se je pogovarjalo ali prepovedati telefone ali ne. Nobeno neko prepovedovanje verjetno ne bo dobro, ne. Zdaj, tisto, kar učbenike nekako loči od navadnih učbenikov z papirja, je ta magična beseda interaktivnost. Ne? In s to interaktivnostjo si mi domišljamo, da bomo dosegli aktivno učenje, torej da bomo učenca nekako pritegnili, da razmišlja. Če zdaj to povem na enem čisto preprostem primeru. Majhni otroci se učijo poštevanko, ne? In zdaj, če ti tam enemu malemu otroku rečeš 3x5, to njemu nič kaj dosti ne pove. Tudi če mu poveš, da je to 5 plus 5 plus 5, mu še vedno ne pove kaj dosti. Največ mu pove, če mu ti pokažeš to na nekem primeru. Recimo ima 3 sklede, pa v vsaki skledi je 5 krasnih, čudovitih jagod. Ampak to mu ti lahko na papir narišeš, on lahko to gleda. Lahko mu narišeš več totih skled, pa on še vedno gleda. V učbeniku imaš drsnik, to je taka črtica, ki jo lahko premikaš sem in tja, in otrok lahko prvo številko spreminja, pa se mu nariše več skled, pa drugo številko spreminja, pa se mu nariše več jagod noter. To lahko več čas tako dela na hitro in s tem seveda razume, kaj množenje pomeni. In v to jaz trdno verjamem, da tega papirnati viri, te interaktivnosti ne bodo mogli doseči. Pa zdaj še tak en pragmatičen pogled. Sokrat je rekel, da so knjige brezvezne, ne? Pa pisanje je brezveze, ker bo polenilo človeka, ker edini način učenja je tako 1 na 1, da se pogovarjamo. Parne stroje so razbijali, ker jih bojo vzeli službe. Ne? Zdaj je mogoče nekaj takega, ne? Mi se malo bojimo novosti. Tudi Švedska se je verjetno malo prestrašila. S tem strahom oziroma s to besedo bojimo prihodnosti, mogoče naslovim tudi eno temo, ki prihaja tudi mogoče iz moje malo sfere, torej digitalna zasvojenost. Pa še mogoče tu med starši se verjetno pojavlja tudi neka skrb, torej otroci več časa pred zasloni, kaj to mogoče pomeni za njih, tudi koliko časa tu otroci lahko sploh preživijo pred zasloni. Ja, jaz bi mogoče bolj izpostavil to, da gledajte, zasvojeni smo lahko z čemerkoli, ne? Z sladkim, z preveč športa, z preveč ležanja na kavču, s preveč serijami, s preveč pitja. Ni da ni, ne. Zdaj, pravo razmerje je nekaj, kar je. Zdaj jaz, ker sem sodeloval tudi v projektih, kjer smo v bistvu te inovativne pedagogike pa inovativna učna okolja razvijali, nikoli, to je v bistvu so bili projekti, kjer so otroci imeli dostop do spleta preko tablice, kadarkoli so potrebovali za izobraževalne namene. Se tudi pouk nikoli ni dogajalo, da bi to zdaj bili celi cajt na tablici, ampak se določene vsebine, kjer se je ocenilo, da je boljše in učinkovitejše, če jim omogočiš uporabo teh orodij, smo zadeve v bistvu zapeljali tam, ne pa vse posod, oziroma dobro, se imamo tudi nekritične učitelje, ki mogoče kdaj kaj slabo ocenja, ampak se veste, na napakah se učimo in tukaj se kar nekaj doktrine prelilo in vemo, kaj je in kaj ni. Zdaj, okrog zasvojenosti bi mogoče sam delil eno zgodbo, ko sta fanta bila stara tam med 10 in 12 let, ali pa mogoče 12-14, pa so hodili k detku na kmetijo, pa tam seveda zraven so imeli svoje telefone. In zdaj, recimo, mene sploh ne skrbi, ko je bil moj oče oziroma dedek z njimi, so bile žage, pa kose, pa traktor, pa sekira in je bilo to bolj pomembno kot pa telefon, ne. Mene najbolj skrbelo, sem očeta spraševal, kaj sta bila ful na telefonu, ko ste šli not. In je rekel, pa dobro,
ti zdaj to sprašuješ, pa ti, ki si bil skozi na računalniku, ki si bil skozi za televizijo, ko smo dobili prvi satelitski krožnik, ko si poslušal oni MTV 24 ur na dan, mislim, ti si pa res zadnji, ki lahko to sprašuješ. Tako da, mogoče tu nimamo mogoče vsi istih pogledov na to, ampak jaz bi rekel zdravo razmerje med zaslonom. Mi smo doma imeli pravilo, če si bil 2 uri na treningu, si lahko 1 uro pol bil na tehnologiji. To je zdaj, mislim, te nasvete dajati staršem, to je, ne vem, mogoče se koga prime, ampak ja, dejstvo pa je, da današnjem času preživeti brez zaslona, brez telefona je praktično nemogoče. Imamo pa seveda ful dobrih orodij, ki nam malo beležijo ta screen time, katere aplikacije si preveč na social media. To so stvari, ki jih je treba na nek način malo spremljati, se z otroci pogovoriti. Je res smiselno, da si na TikToku 6 ur na dan, ali pa zdaj sem mogoče malo pretiraval, ampak Nisi. ja, ampak to so jaz mislim, da je treba v bistvu zelo otrokom prvo z zgledom pokazati, ne da si ti celi cajt isto delaš kot oni, pa njim prepoveduješ. Drugo pa je, da seveda postaviti neka jasna pravila, kako in kaj. Zdaj, osnovno izhodišče, ki sem ga jaz še kot mladi učitelj pred 2.5 imel, mi je bilo, dajmo otrokom ta screen time, ki ga ima, dajmo je ugrabiti v tem screen timeu nek delež časa, pa ga navleči na neko učno vsebino. Ne? Zdaj je to dobro, ali to ni, seveda, marsikdo bo rekel ne, marsikdo bo rekel, naj grejo reči telovaditi ven pa športati. Ampak ja, treba je neko zdravo razmerje zasledovati, tako da tu imamo različne otroke, različne starše, različne poglede, nobena skrajnost ni dobra, vsekakor. Predvsem pa uporaba torej tehnologije kot orodje, ne pa kot distrakcija. Točno tako. Zdaj, tu bi jaz dodala še za starše. Jaz sem pogledala en film, tak na pol dokumentarec, je Social Dilemma. Govori pač o problematiki socialnih omrežij, kjer smo kot družba zatajili, nismo pravi čas se porihtali, ne? S tem, ko tam ti vpišeš neko letnico, da greš na Facebook, seveda nismo nič naredili in zdaj pri umetni inteligenci tega ne smemo ponoviti. Tako da zasvojeno zasloni je resen problem in tu verjetno starši lahko samo kaj naredijo. Potem, ko sem jaz pogledala tisti film, sem si jaz naložila merilnik časa in čas je grozljiv, ne, in te potem to drži nazaj. Ampak mislim, da je pomembno, da ne mešamo zaslonskega časa, ki je za zabavo in zaslonskega časa, ki ga pa pač je manj koristen in ga uporabljamo za učenje. Zdaj v e-torbi tudi učenca usmerjamo stran iz tega virtualnega okolja. Mu rečemo, pogovori se s sošolcem, naredi nekaj s konkretnim materialom. Se seveda ne more v e-torbi delati počepov, pa tudi ne more še stilom risati, ne? To dela izven tega. Torej, e-torba ne bo pomenila toliko zaslonskega časa, kot se mogoče starši bojijo. Se strinjam. Torej, ja, uporaba naprav koristno, uporaba naprav za učenje. Mogoče še čisto na kratko kakšne zaključne misli? Ja, zdaj ena taka zanimiva, ko bi jo mogoče lahko zdaj tukaj omenil, je ta, da zdaj tehnologija je tu, ne. Jaz sem v bistvu prepričan v to, da nam omogoča ful izboljšane možnosti za učenje, za delo, hitreje lahko nekaj narediš, kakovostno lahko to narediš, na koncu tudi se lahko boljše učiš in s tem si izboljšaš življenje, pa neke, bom rekel, možnosti. Tehnologija je tu, navadimo in naučimo se jo pravilno uporabljati. In mislim, da ni zdaj neke opcije, da bomo rekli, zdaj pa ukinimo tehnologijo, ker to bi bilo isto, ko da rečeš, dajmo zdaj vse te rovokopače, bagerje umakniti, pa dajmo vse z lopatami delati, ker opažamo, da lahko z bagerom povozimo človeka na delovišču. Tako da tu so neke take analogije, zdaj s tem bi jaz rekel, da tehnologija se bo zagotovo razvijala še hitreje naprej, ker to nam zdaj vse te raziskave tudi dokazujejo. Tudi sam
2 tedna neke stvari ne spremljam, pa vidim, da je že čist nekaj šlo naprej. Kako bojo učitelji to zasledovali, je druga zgodba, ker rabimo samo učečega, pa tistega učitelja, ki ga zanima v bistvu te novosti, da bo lahko sploh sledil tem stvarem, če ne se bo čutil ogroženega, tako kot se zdaj marsikdo z temi jezikovnimi modeli, ki so zunaj. In ja, seveda, sam pa menim, da še bo kar nekaj Drave ali pa Ljubljanice preteklo, preden bojo ti sistemi lahko nadomestili učitelje. Hvala gostoma. Hvala, ker ste poslušali naš podcast Digitalno izobraževanje. Vsebino podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga skupaj z nami množite in delite. Ostanite digitalni in se slišimo v naslednji epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Nasvidenje. Nasvidenje. Nasvidenje.